Dober dan, pozdravljeni, spet se javljam v enih svojih video komentarjev. Tokrat sem se odločil, da bom verjetno posnel nekaj teh mnenj svojih razmišljanj v zvezi z posredniki, kar jaz vidim, kaj mi delamo, kaj ne delamo, kaj se dogaja na trgu, kaj ne, kaj menim, da bi morali naročniki, torej prodajalci ali kupci, v končni fazi tisti, ki najamejo posrednika, strokovnjaka, od njega zahtevati, pričakovati in tako naprej. Prva taka stvar, ki jo ne morem verjeti, je, da se dogaja, kar slišimo od, bom rekel, nekih naših strank, ki nas pokličejo, da bi prodali njihovo nepremičnino, ali kasneje zvem pač prek nekih drugih kolegov, kakorkoli, je to, da pač agencije v sklopu svoje, bom rekel, storitve ne naredijo skoraj ničesar, recimo. Eni, kakor sem zvedel, naredijo samo to, da pridejo pofotografirati nepremičnino, po možnosti še to samo z mobitelom, in to slabim mobitelom, kar pomeni slabe fotografije. Ob tem jaz dobim kar kocine, ko vidim slabe fotografije za nepremičnine. Mislim, tukaj je neko osnovno spoštovanje do naročnika, torej, da če se predstavljaš kot profesionalca, da tudi narediš profesionalne fotografije, kar je za meni nujno, torej, da je to. Pri meni to je obvezno in morajo biti fotografije profesionalno narejene, in to je to. Potem druga stvar je, po mojem, mora nujno biti vključena, ne vem, pogodba prodajna. Baje to eni ne delajo. Mora biti nujno vključeno kompletni ogledi, kompletno svetovanje, kompletna dokumentacija, ki je potrebno pridobiti, in tudi stroški, ki so vključeni za to neko osnovno dokumentacijo, torej zemljiškoknjižni izpiski, ki so brezplačni, ne vem, potrdila o namenski rabi, ki sicer jih je potrebno plačati, ampak po mojem mnenju to vse spada v neko provizijo in pri nas je to vse v sklopu all inclusive storitve, all inclusive, bom rekel, provizije, če hočete, nagrade in tako naprej. Eni to še vedno naredijo. Bi pa rad mogoče tukaj začel temo za naslednjič, torej pogrešam to, da prodajalci ali pa recimo naročniki, tisti, ki naročijo našo storitev, ne usedejo za mizo, torej ne povabijo na razgovor, preden se odločajo za nekega posrednika, mogoče 2, 3, 4, 5, 10 posrednikov, in izmed njih izberejo tistega, ki se mu zdi najbolj primeren, ki jim bo mogoče za svojo storitev, za svojo ceno, ki jim bo zaračunal, naredil največ, tisto, kar je seveda vam pomembno, ki bo mogoče zgledal profesionalen. Dajte ga vprašati par stvari, katere stvari ga vprašati mogoče v naslednjem, ampak dejansko opažam, da naš trg potrebuje še kar lepo selekcijo, bom rekel, posrednikov, tako kot verjetno tudi v nekih drugih branžah. Vsi se verjetno srečujemo z raznimi drugimi zadevami in posod verjetno so neki slabi in dobri igralci, ampak jaz mislim, da je pri nas po vseh teh letih, ko imamo že, mislim, da več kot 15 let te licence potrebne za prodajo, torej da si posrednik, da prodajaš nepremičnine, in ostalimi pogoji, zakoni, spremembami zakonov, ki so bolj pametne in manj pametne, karkoli pač v tem, kdaj drugič, nujno rabimo neko selekcijo trga, ki jo pa lahko naredite samo vi, torej samo stranke, tiste, ki najamete naše storitve, in to je to. Mi vam pa seveda smo tisti, ki vam nudimo tisto, kar se za nas zdi najboljše, in storitev, ki se nam zdi najboljša za vas. Jaz bom rekel, za našo pravim, da je ena od najboljših, kar se tiče obsega storitev, če ne mogoče kar edinstvena, ampak seveda je na naročniku tisto, da se odloči, koga in komu bo zaupal. Trg, torej vi, prodajalci ali kupci, ste pa tisti, ki boste naredili selekcijo. Torej, dajte izbirati posrednika, dajte jih povabiti na razgovor, dajte izločiti, dajte videti, kaj vam nudijo, kaj bojo naredili storitev, kakšna bo ta storitev in tako naprej. Kaj je po mojem mnenju nujno, da bi morala neka storitev vsebovati, oziroma kaj je tisto, kar mi naredimo za naše stranke, pa mogoče, oziroma ne mogoče, sigurno v enem od naslednjih video komentarjev. Toliko to na kratko, lepo se imejte, se vidimo, srečno, nasvidenje.